Lep pozdrav in dobrodošli v še eni epizodi, kjer raziskujemo kriptoprojekte in njihove fundamente. In tokrat se je na tapeti znašel ICP oziroma Internet Computer. In o čem se gre ta projekt? No pa si dajmo pogledati, imam tukaj pripravljene zapiske. Internet Computer oziroma ICP je decentralizirana platforma, ki jo je razvilo podjetje Dfinity Foundation z vizijo razširiti funkcionalnost interneta. Njegov cilj je omogočiti gostovanje pametnih pogodb in aplikacij neposredno na internetu brez potrebe po tradicionalni infrastrukturi, kot so strežniki ali oblačne storitve. Projekt uporablja posebno tehnologijo imenovano Chain Key Technology, ki omogoča visoko hitrost transakcij in razširljivost. ICP je tudi kriptovaluta, ki se uporablja za plačilo storitev v omrežju in upravljanje protokola. Za projekt je značilna ambicija nadomestiti centralizirane rešitve z decentraliziranimi aplikacijami na globalni ravni. No pa pojdimo zdaj kar po naši lestvici in ocenimo tale projekt. Torej, ta prvo na naši lestvici je seveda pregled projekta, to smo tudi že nekako naredili z našim opisom. Tukaj si pregledamo njihovo spletno stran, na kateri smo zdaj trenutno. Imajo kar lepo spletno stran, tudi z lepo obrazložitvijo, torej kaj vse omogočajo, ta zadnje objave. In tukaj od spodaj v footerju imajo še povezave na svoja socialna omrežja, no to bomo pol malček kasneje pogledali. Poglejmo si še njihovo belo knjigo oziroma white paper. Tukaj, ja, belo knjigo zna biti zapleteno za brati, ampak si je treba vsakič, preden se kamorkoli kaj investira, si je treba prebrati belo knjigo. In tukaj vidimo, da imajo kar lepo razčlenjeno in tudi vse lepo obrazloženo, kar se tiče projekta. Tako da, ja, bela knjiga se meni zdi kar ok na tem projektu. In za prvi segment, pregled projekta, ocenjujemo jasnost in cilj projekta. Tukaj je projekt kar precej jasen. Vpliv na industrijo, cilja na realno industrijo z jasno potrebo po blockchainu in pa jasnost bele knjige. Ja, bela knjiga je dobro napisana in ima podroben tehnični pregled in tokenomiko. Tako da v tem prvem segmentu dobi vseh 15 od možnih 15 točk. In naprej si ogledujemo ekipo in podporo, kdo stoji za tem projektom, ali je projekt prejel kakršnakoli sredstva in podobne stvari. In najboljša stran, ki sem jo našel za preverjanje timov za kakšnimi kriptoprojekti, je tukaj cryptorank.io. Se gre tukaj na zavihek tim in tukaj se nam potem izpišejo vsi, ki so udeleženi v tem kriptoprojektu, oziroma vsaj ta glavni, ki so udeleženi v kriptoprojektu. In vidimo tukaj imamo founder, je Dominic Williams, pa gremo na njegov LinkedIn profil, da vidimo, kje je prej delal. Tukaj ima še kar nekaj objav. Torej, Dfinity, seveda founder. Prej je bil predsednik in CTO na String Labs. Torej, tudi tukaj se je ukvarjal že s kriptoprojekti. Predtem je bil v biznisu pametnih telefonov, vsaj kot piše tukaj. Pa inženir je bil na Mirror Labs in tukaj je očitno še izdelal neko igrico. Fight My Monster. No, tako da vidimo, da tukaj znanje definitivno je. Poglejmo si še Josh Drakea, COO. Kakšna znanja ima kaj on oziroma pretekle izkušnje. Torej, trenutno Dfinity, seveda. Prej je celo delal za Coinbase, predtem za Veritas Technologies, pa za Maxim Integrated. No, glede na to, da je delal za Coinbase, je vsekakor
tudi pač pridobil znanja glede blockchaina v tej službi. Poglejmo si naslednjega, CTO, ta je tudi kar pomemben, da vidimo, kje je on prej kaj delal. Pa da vidimo, ok, seveda Dfinity, predtem je delal na Sovereign Foundation in pa IBM Research. Tako da, ja, vsekakor znanje za tem timom je vsekakor impresivno. Tako da izkušenost ekipe tukaj je. Poglejmo si zdaj še financiranje in podpora. In to pa vidimo tukaj na fundraising. Bom dal tole reklamo stran. In tukaj vidimo vsa podjetja, ki so investirala v tale projekt. In vidimo Polychain Capital, zelo znano podjetje, zelo znano investicijsko podjetje. Andreessen Horowitz, tudi zelo znano, pa spet Polychain Capital, pa Andreessen Horowitz. Tako da vsekakor je tukaj močna podpora uglednih vlagateljev. Tako da za ta drugi segment ekipa in podpora tudi dobi 15 točk od vseh možnih 15. Naprej imamo tretji segment. Blockchain in žeton. Zakaj uporabljati blockchain? Kakšna je vloga žetona? In vidimo tukaj pri tem projektu, v bistvu smo že na samem začetku videli, da uporaba blockchaina in žetona je popolnoma upravičena. Torej, blockchain je sestavni del rešitve in dobro utemeljen. In pa uporabne žetona, jasen mehanizem zajemanja vrednosti za žeton. Tako da tudi v tem segmentu dobi ta projekt vseh 10 točk od možnih 10. Potem naprej imamo napredek in cilji. Je ekipa dosegla svoje cilje in kakšno ima komunikacijo z ostalimi. In tukaj sem našel tole spletno stran, kjer imajo prav objavljen svoj roadmap in moram reči, da imajo zelo zanimivo opravljeno, kaj trenutno je v teku in kaj je bilo opravljeno. In tukaj očitno tudi kažejo, koliko je bilo trenutno opravljeno oziroma koliko dela je bilo opravljenega in kdaj bi se lahko pričakovalo konec tega taska. Recimo tukaj so že 3/4 dela opravili, pa tukaj tudi za Ignition. Tako da to mi je zelo všeč, kako to sporočajo javnosti. Tako da tudi tukaj lahko rečemo, da imajo dosleden napredek z doseženimi mejniki in komunikacijo. In dobijo vseh 5 točk od možnih 5. Naprej imamo tehnično analizo, kakšna je cena in moč trenda, volumen in likvidnost in pa seveda si bomo ogledali tudi tehnične indikatorje in to bomo kar storili tukaj na tej strani cryptorank.io. Lahko gremo kar tukaj na overview in tukaj od spodaj imamo tale graf gibanja cene, ki je tudi iz TradingView-ja vzet. Tukaj od zgore bomo klikali še na Indicators, pa bomo dodali RSI, tako da dobimo še en indikator. Zdaj, zaenkrat meni mi je cena izgledala dobro. Tukaj smo prebili zdaj tole mejo, ki smo jo imeli in zdaj bo pač treba gledati, ali bomo mi tukaj naredili podporo. Bo pa treba malček paziti, ker to ni ravno neka običajna meja. Tukaj ta meja je imela kar precej časa podporo, tako da je očitno kar precej pomembna meja na $11 in tam nekje 40 centih. In ja,
bo treba malček spremljati zdaj, če bomo na njej naredili podporo ali če jo bomo izgubili. In moram reči, da se mi je na začetku zdelo kar precej dobro, kar se tiče gibanja cene, dokler nisem pogledal malček dlje in potem opazil tole. To je bil kar konkreten padec, ko je začelo kotirati na borzah. Masiven padec. Tukaj lahko vidimo, da je doseglo celo preko 2800 v ceni in ko je začelo kotirati, je to samo padalo. Padalo in zdaj smo nekje na ceni, kjer je to v bistvu izguba več kot 99%, kar je masivno. Tako da, kaj se je zgodilo tukaj? Mogoče se je zgodilo prav to, na kar tudi vedno opozarjam pri kakšnih takšnih projektih. Lahko da je prišlo do sell the news efekta. Torej, čim so začeli kotirati na kakšni večji menjalnici, so nekateri dobili priložnost za prodati in potem tudi so prodali. Ampak tukaj je res masiven padec. Zdaj tudi RSI bo treba malček spremljati. V trenutni situaciji malček smo prekupljeni in se bo treba ohladiti. Ampak, kot sem že prej omenil, bo treba malček spremljati, dokot se bomo ohladili. Tako da tehnična analiza, kar se tiče cene in moči trenda, je bolj mešani oziroma neutralen trend. Volumen in likvidnost, to moramo še pogledati na CoinMarketCapu. No in volumen vidimo, da je kar visok in tudi na uglednih menjalnicah. Tako da ima velik volumen, močna likvidnost na uglednih borzah. Tehnični indikatorji, smo rekli, so malček bolj mešani signali. Tako da za segment tehnične analize, to je naš 5. segment, dobi 11 točk od vseh možnih 15. No in naprej, 6. segment, imamo sentiment, kakšno je sodelovanje skupnosti in kakšna je adopcija uporabnikov. No in to lahko gremo kar pogledati na njihovo spletno stran, kot sem že prej omenil, tukaj v footerju imajo povezave na svoje socialna omrežja, pa dajmo pogledati kar najprej Twitter oziroma X, tukaj imajo 691.000 sledilcev, pa poglejmo še Telegram, tukaj jih imajo 9700, mogoče malo taka majhna številka, ampak tako pač je. No, YouTube me je kar precej presenetil, imajo 34.000 sledilcev, tako da to je kar okej. Imajo kar eno veliko bazo za sabo, ampak moramo zdaj še upoštevati, da je adopcija uporabnikov še kar majhna. Gre se za mlad projekt in to je seveda tudi problem pri takih mladih projektih. Zdaj, pogledal sem, katere aplikacije so narejene na ICP omrežju in sem našel tukaj tale članek na Mediumu. Te aplikacije, mislim, sej predstavljajo kar rešitve, ampak zaenkrat ni bilo nobenega tako precej znanega imena, da bi res lahko rekel, da je okej, ta aplikacija je pa res znana. Tako da skupnosti imajo kar velike, ampak bodo morali še malček delati na adopciji uporabnikov, tako da za segment sentimenta dobijo 8 točk od vseh možnih 10. In na to imamo še Certik varnostno preverjanje. Tukaj se je zakompliciralo že pri marsikaterem projektu. Dajmo si pogledati, kako bo šlo ICP-ju.
No in za ICP vidimo, da ima kar visoko oceno, ampak nima pa opravljene revizije, kar je malček tako žalostno. In seveda tudi minus. Nimamo tudi podatkov, kar se tiče rešenih varnostnih težav, zaradi tega, ker pač ni opravljena revizija. In od vseh možnih 25 točk, tukaj žal dobi le 5 točk. Kot smo rekli, certik revizije ni. Leaderboard ocena sicer je zelo visoka, sodi med top 20%, nimamo pa vpogleda v rešene varnostne težave. Tako da končna ocena je, ko seštejemo vse te segmente skupaj, 69 od 100. In to uvršča naš projekt med povprečno potrebno je več raziskav. Tako, to je tudi ocena za ICP oziroma Internet Computer. Res škoda, da nimajo opravljene certik revizije, ampak kaj čmo, morda jo bodo v prihodnosti opravili. Kaj si pa vi kaj mislite o tem projektu in kaj si mislite o tej oceni? Se strinjate z njo? Smo morda kaj spregledali? Kot sem že večkrat omenil, te raziskave vzamejo kar precej časa. Jaz na te videe pridem že pripravljen, zaradi tega, ker delam raziskave že prej, tako da so potem videi tudi kar malo krajši. Dajte nam všeček, če vam je bil video všeč. Vsekakor so dobrodošli tudi predlogi za kakšne druge kriptoprojekte, ki morda vas kaj zanimajo. In seveda ne se pozabi tudi naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednje raziskave. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.